Še enkrat dober večer. Zdaj pa naj vas povabim, da še skupaj pozdravimo montažerja filma Andreja Nagodeta in pa režiserja filma Sinišo Gačiča. Dobrodošla. Vljudno vabljeni, da seveda tudi vi vprašate, kar vas zanima. Malo ne vidimo, ker imamo luč, imate v kontro, pa mogoče, če dvignete roko, ali nekako se bomo že videli. Bom pa jaz začela s pogovorom. Mogoče nocoj z nami ni scenaristke filma Anke Pirš, ker kakor razumem po pogovorih, ki sem jih poslušala ali pa brala z vama, se je nekako zgodba začela pri njej. Tako, brez Anke tega filma ne bi bilo. Anka je poročena v to vasico pod Culi, kjer je nekaj časa živela. Premislila si je, da bi raje živela v Ljubljani, ko je bilo treba otroke vpisati v šolo, in v tem času je spoznala Kristino, ki je bila takrat na pol odprtem oddelku. Tako da je ona v bistvu nekaj njo začela snemati. Nekaj je njo začela snemati in prišla na idejo, da v bistvu bi sama to težko do konca posnela, in je mene povabila k snemanju, nekako sva se pol našla in to skupaj snemala. Anka še vedno hodi tja, ker ima tam taščo in tasta, njej je to družinska lokacija, tako da v bistvu smo mi lahko toliko blizu prišli izključno zaradi Anke, ki je tam že vse te bariere porušila in živi tam pač normalno kot klasični čisti del skupnosti. Kaj pa, kako je bilo pa, kako si prvič srečal Kristino? Pod balkonom njenim. Ona je v bistvu, ona se je zmenila, da ji lastniki kafiča od spodaj dajo podpis, da ona tam dela kot natakarica. Njena dolžnost na koncu je bila pa samo ta, da odpre lokal in zapre lokal, da bi lahko dobila to potrdilo, ker na pol odprti lahko zapustiš zapor samo, če imaš pogodbo o delu. In tisti večer je ona tam zbirala kafič in potem smo jo skupaj pospremili v zaporu na njeno zadnjo noč. Kako ste pa pol snemali, ste morali hoditi seveda v Italijo od tukaj, ne? Ne vem, koliko rund snemanja ste imeli? A ste že vedeli vnaprej, kaj boste snemali, recimo, pa a se je vedno to zgodilo, da ste snemali to, kar ste načrtovali? Takrat je bila ta pot v Napoli ful lahka. Obstajal nek polstofic od Italije avion, ki je vsak dan ob 6. zjutraj letel iz Trsta v Napoli. Če si dosti prej kupil, je bila karta tam 100 evrov povratna, če si zafrknil, pa da si kupil 2 tedna prej ali pa 1 teden prej, je bila 200 evrov, še vedno nič. Tako da v bistvu smo šli mi od doma ob 2:30 zjutraj, sem jaz nekako ob 3 zjutraj njo pobral, da smo parkirali avto in da so bila že ob 9 zjutraj v pristanišču tam dol, ker je tast nas počakal, ne, in nas je peljal iz letališča. Tudi produkcijsko je bilo možno, da je nam ta družina, da smo mi bili tam kot družinski člani, ki so nam pomagali. Jedla sva z Anko v kafiču od njenega moža, vozil nas je tast iz letališča, da je bilo sploh možno to posneti, mislim, 5 let hoditi tja in investirati več ali manj samo v hotel in v letalske karte. Drugače pa ta družina, v bistvu od Tonija, tega partnerja od Anke, poskrbela zame in za njo. Za njo itak, ker je prišla domov, jaz sem pa še tako se pošlepil. Vse si predstavljaš, da pride ful je lažje, če pride nekdo k družini, kada če pride čisto na prazno. Tako da v bistvu ta družina in Anka, v bistvu sploh možno, da smo to delali. Bi mogoče od vas kdo kaj vprašal? Vljudno vabljeni. Potem pa mene še zanima, no, ti si tudi snemalec filma, kar je verjetno bilo nujno potrebno, da vas je bilo čim manj, ker ste res vstopili v intimno družinsko življenje od nje in od njenih družinskih članov. Kako je bilo to? Mislim, kako ste kar enkrat pa prišli pa začeli film snemati? Jaz se ponavadi vedno s temi karakterji, ki jih snemam, dobim in v nekem dolgem pogovoru, vzamem se vedno ful čas, verjetno sem ful dolgočasen, ko to razlagam, ampak povem, kaj jaz to pričakujem, da imam ta full access, da naj snemamo vse in se bomo kasneje pogovarjali, kaj ne bomo objavili oziroma kaj ne bi imeli, ampak da se ne v fazi snemanja ukvarjati s tem, kar bo, dajmo si zaupati. Kristina je pa to ful razumela, ona je bila v bistvu inteligenten tip za ta filmski proces neskončno, ona je porežirala vse nove, ki so prišli, se pravi, nisem jaz rabo govoriti, ne gledati v kamero, probaj biti čim bolj naraven, kada kamera, in ona je v bistvu to vse samo upravlja in je tudi
ful mi je ona pomagala s to neko čisto svojo inteligenco, razumevanje, da je vedela, kako se je treba obnašati, da bomo dobili to, kar iščemo pol na posnetkih. Boste imeli verjetno za Andreja eno vprašanje. Verjetno je bilo ogromen materijala, glede na to, da se je 5 let to delali. Kako ste sploh na začetku rekli, ok, tako bomo začeli? Ja, to je bila kar fascinantna pot, se mi zdi, zato ker midva sva Ti daj tako. Aha, takole. Ker sva midva precej drugače začela, kakor je zdaj film, kakor je. In pač je bilo ogromno enih intervjujev in ogromno enih informacij o njej, pa o njenem življenju. Ampak pa sva bila sprejeta na eno delavnico v Sarajevo in pol se je to precej spremenilo. In sva se bolj osredotočila na to njeno pač čisto privatno življenje. Ampak ja, no, tako. Ampak bilo je enih, kaj ne, 50 ur recimo je bilo, recimo, tako. Materijala, Aha, tako. koliko pa dela, pa 1 let pa pol. ali? Tako nekako. To sem tako zapretiravala. Ne, točno 1 let. Let pa pol. Mogoče kakšno vprašanje iz publike? No, ampak seveda po mojem vse zanima, ta zadnja scena je en dober primer tega, kako je sploh možno, da je nekdo s kamero tle zraven in da to ni odigran, hkrati pa kader totalno štima, a veš, se ti usede tam, kde je lepo. Kako je to sploh možno in kako si ti tam reagiral na stvari, kako si se počutil? V bistvu je to moj ta zadnji film, ki sem ga snimal na fotoaparat in v bistvu, ko snimaš na fotoaparat, je ena roka skozi na objektivu, ker neprestano ostriš, skozi si ti obremenjen, a je kaj ostro ali ni ostro, jaz ponovadi ne rečem, da snimam, ampak rečem, da ostrim. Ker skozi je ta paranoja na tem malem monitorčku ostriš. In en dan prej je bil še en fight, ki ni bil vezan med njima dvema, ampak je Rafaele, ki je bil čustveno tule čisto slab, veliko je pil v teh trenutkih, ko je ona šla. In sem prvič se znašel v tem, da sem snemal in da on z vso silo vrže telefon ob tla na mizo in da sem jaz trznil, ne, in da je bil kader stresen, ne. In naslednji dan sem se že naučil tako, da sem zafiksiral kamero. Tako da jaz nisem upal nič, ne, jaz sem naštimal lepo in nisem se upal dotikati, ker se mi je roka, nisi ti miren, ko to gledaš. In ne smeš se pa nečesar dotakniti, ker čim se boš česa dotaknil, ne bo več to štimalo, ne. Tako da sem se v bistvu odmaknil in gledal, a zdaj je v redu ali ni v redu, no, tako, ni mi bilo, mislim, frka je to snemati. Kaj pa ti je bilo tako najhujše v celi tej zgodbi ali pa mogoče najhujše v pozitivnem pomenu? Jaz sem se imel z njimi ful dober, jaz sem to lahko posnel tako, kot je, zato ker smo se imeli mi dobro. Mi smo se imeli vedno, ko smo nehali snemati, ful dobro, mi smo ga skupaj žurali in smo ga žurali na isti način. A pa je Siniša človek, ki je potem skozi v montaži ali ti delaš? Veliko je bil, ja. Veliko je bil, pa jaz sem bil, itak sva montirala pri njemu doma, tako da to je bilo lepo, da pač smo bili skozi skupaj v bistvu. Pol si v resnici. Kaj? Vzgajal je Milo, on je Milo vzgajal. Godfather. Ja. Torej si v resnici skoraj 6 let živel s tem filmom, zelo prepojen verjetno, čeprav si pa v Ljubljani delal druge stvari, ne? V bistvu je cel ta proces od tega razvoja, ker mi smo to že na razvoju dobili, ne, je bilo tega pisanja in vsega tega ful, ampak pri tem filmu je bilo meni najbolj frka, ker smo mi hodili snemati in jaz, ko je prišel, meni je bilo osnovno, kdaj naj neham to snemati. No in nekrat, ko smo mi nehali snemati, ko je bil ta prizor, ko sem jaz vedel, da je to v bistvu to, kar rabimo na koncu, to nek razpad sistema. Ta razpad smo mi da skozi iskali kot v teh mafijskih klasičnih filmih, kjer na koncu vedno vidimo ta nek ful lep razpad. In ko sem jaz to dobil, je bilo že vse v redu. Mene je bila samo frka, da jaz ne vem, kdaj bom nehal to snemati. Kako naj jaz zaključim to zgodbo, ki bi je lahko vlečeš še naslednjih 5 let, 20, pač kolikor traja njihovo življenje, ne. Tako da do takrat me je bila cela frka, lahko mi to nehamo, ker jaz sem pa vmes dobil hči in vse to, ful se je nekaj stvari zgodilo, kako lahko naj mi to zaključimo, da sploh vemo, kaj delamo, da smo pač vse malo koncizni v teh svojih načrtih, ne. In ko se je pol to zgodilo, da je ona se odselila in smo mi šli gor snemati, zato ker se ona odselila, pol to v bistvu nam, to te frke, grdi trenutki, ki pomagajo tebi, da narediš lepo zgodbo. Bi še kdo kaj vprašal? Prosim, Tina in Rafael,
Mene zanima, če Kristina in Rafaelo sta se pomerila danes. Ja, ona živi, ona nazaj, krog se nadaljuje. Ona živi pri njemu, ja. Aha, sta skupaj. Ja, vse isto, kar na A, začetku filma. super. Ja. Tudi je on deloma vsaj premagal bolezen, ali kaj? Tako, O, ne, super. on zdrži liter viskija dnevno. Ful mi je boljše. Kaj pa je, ko je videla film, kaj je rekla? Ona je bila navdušena, ful je zanimivo, ker Kristina se obravnava tam na tem nekem fenomenološkem nivoju kot morilko, kot nekoga, ki je ropal, ki je lahko ustrelil v koleno brez, da je 3-krat rekel. Nihče pa se ni nikoli vprašal o njenih čustvih, nikogar ni zanimalo, kako ona čustvuje do svojih bližnjih, da je sploh pomembno njeno čustvo in njena zgodba in da je ona produkt nekih drugih čustev. In jo je to čisto raznežilo in njej je bilo to čisto hudo. Ne, je bilo to ful ne velik dar. Ja, se je kar motherfuckerca huda. Prosim. Mene pa zanima, kako je bilo sodelovanje z ostalimi igralci. S Kristino si že omenil, da je bilo še kar prijetno. Kaj pa Rafaele? Rafaele je bilo pa na začetku zanimivo. Rafaele je ta klasičen Italijan. Temu bi tle jaz to, če bi tako razlagal, tle bi rekel klasičen Čapac, ne. In on, mislim, južni Italijan, ne, klasičen ta nek Neapeljčan, ne, to. In on je rekel, I cannot trust dreadlocks. A ja? In on to ni mogel, 3 leta. Po 3 letih je pa lahko. Tako da on meni, znam, sem jaz bil en hašišar tam, razumeš, en klošar tam z dredi, daj pober se, prosim. In sva ful časa rabila, da je on mene sprejel zraven. Ampak because of the dreadlocks. Ja, to ne more. Kaj pa drugi, hči recimo? Smo bili ljubki, pa smo vsi bili prijazni drug do drugega, čist pač ni bilo nobenih težav, pač to neko prijaznostjo, ki priješ z dobrosrčnostjo, ni bilo frk. Pri Rafaele ni konzumiral dobrosrčnosti. Ni razumel, če tvoje. Ne, kaj pa te dialogi med mamo in hčerko, no to je tudi zanimivo. A ste vi z neko temo sprožili, ste rekli, bomo danes to... Ne, to je v bistvu izgleda tako, da sem se s Kristino prej pogovarjal, kaj se meni zdijo neka vprašanja, ki so mi zanimiva, ne, kako boš ti z njo to, kako boš ti z njo tisto. Pa je pa ta njen intelekt uletel in ko sem se jaz pri njih doma to pogovarjal recimo dan prej ali pa 2 dni prej in je prišlo do tega, je ona vse to, kar sva se midva prej pogovarjala, kaj bi Sinišo zanimalo, odpirala skozi dan in druženje z njimi, ne. Tle je ona bila v to pomoč, ne, v ta njena, v bistvu je ful pomagala, ona si je želela, da jaz pridem k cilju, ker sem jaz govoril, da je moj cilj, ne. A pa ste pokazali film tudi v nekem njenem To pa še okolju? ne, ker je korona uletela, ne. Mi smo v bistvu takrat konec marca začeli razmišljati o tem in to se vse prekinilo. Jaz bi pa ful rad, ker v bistvu iz Poculja je Sofija Loren je rojena v Poculju in njihov lokalni kino in edini kino v vasi je Cinema Sofija. In jaz bi ful rad, da je Cinema Sofija Kristina. Ja, ful bi rad, da smo tam, ne vem pa zdaj, kako bomo to zrihtali. Saj bo. Še kakšno vprašanje? Ja, mene pa zanima, kaj bi rekli, kaj je bil en izmed dogodkov, ko ga mi nismo videli na filmu, pa vam je najbolj ostal v spominu. Mislim, nismo ga videli, ker ga nismo videli v filmu, je razlog, da ga nismo videli v filmu in pa ga ne bom povedal. Ni ful enih stvari, oni še vedno živijo na robu zakona, ne, tako da v bistvu se dosti stvari se narediš, mislim, mi smo snemali vse, ampak je veliko stvari, ki sem si jih jaz zapomnil, pa sem, ko sem jih snemal, vedel, da jih ne bom uporabil. Ti je ona tudi kaj kdaj rekla kaj takega, kar se ti zdi pomembno ali pa ti je nekako v spominu ostalo? Ali ful teh reči? Ali o sebi, pa da si nekaj mogoče čez to, kar je spremenil tvoj pogled na njo? Mislim, ful enih stvari je ona. Meni je bilo zanimivo pri njej, ona je bila v zaporu z ženskami iz brigade Rosje. Če si ti obsojen terorističnih dejanj in mafijskih dejanj, je to isto kaznivo dejanje, ne. In ona je bila z njimi, ne, in meni je ful ostalo v spominu, kako je ona razmišljala o nasilju, tem nasilju, ki je mafijsko nasilje, kamoristično nasilje, ki v bistvu nima nobenega smisla ali pa cilja. In kako so njej te ženske iz brigade Rose začele utemeljevati nasilje kot sredstvo za dosego nekega plemenitega cilja, ne.
To mi je recimo bilo čisto fascinantno in to je v bistvu malo spremenilo. Mislim, no, začela je drugače gledati na svoje nasilje, ki je nasilje čist zaradi 3 gramov hašiša. Ne? Mislim, očitno gre za eno zelo posebno žensko. Ne? Ja. Ja. Še kdo bi kaj rekel, pripomnil, vprašal? Hvala. A bi vidva še kaj dodala? Ne, ful hvala, da ste prišli, ful lepo, da ste prišli. Pa je vino. Ja, vljudno vabljeni, s temi bončki dobite vino, pivo, tako da in pogovor z režiserjem. Najlepša hvala, Hvala. hvala vama.